Televizije ne kupuješ vsako leto. Če imaš srečo, imaš lahko tudi po 10 let ali več. Ampak tehnologija napreduje, gledanje filmov, YouTubea, Netflixa je postalo samoumevno. In zato si rečeš, si bom pač kupil nov TV, Smart TV, da bom lahko to vse gledal s kavča. Ampak kako je moj neumen TV še vedno ok in mi ga je škoda prodati za par evrov. Ime mi je Miha in v tem videu vam pokažem, kako svojo staro LCD televizijo spremeniš v pametni TV. Tokrat si bomo gledali Xiaomi Mi Box 3, Android TV Box. Ko kupujete Android Box, je treba biti previden, saj niso vsi enaki in predvsem niso vsi dobri. Najpomembnejša stvar, na katero morate biti pozorni, je operacijski sistem. Nekateri si na veliko hvalijo Android 9, HDR, 4K, ampak ne nasedete. Obstajajo 3 verzije Androida, za telefon, tablice in televizije. Večinoma imajo ti boksi, ki se reklamirajo z Android 9 ali 10, gor nameščeno verzijo za tablice in čez en launcher, ki olajša uporabo na TV. Teh se je po mojem mnenju najboljše izogibati. In potem je tu Android TV, sistem, ki je primarno namenjen za uporabo na televizijah. Vse Android televizije, ki so zdaj v uporabi, uporabljajo Android TV operacijski sistem, razen one čist poceni. Ampak, ker bomo stari TV spremenili v pametnega, moramo imeti primeren sistem. In Xiaomi Mi Box je ena redkih škatel, katera je certificirana iz strani Googla in ima Android TV. To je predvsem pomembno zaradi aplikacij kot so Netflix, HBO Go, Amazon, te tudi Telemachov EON in T2 aplikacija. Predvsem za Netflix je tu zelo pomembno, ker edino na Android TV-ju imaš polno 4K aplikacijo. Kot če imate uno verzijo tablice, največja resolucija, ki jo boste dobili, je 720p. In verjemite, na velikem televizorju 720p ni fajn za gledati. Trenutno so na voljo 2 različici, Mi Box 3 in Mi Box 3S. Razlika med njimi je, vsaj kar se hardverske opreme tiče, minimalna. Spremenili so le obliko ohišja in daljinec. Na 3S verziji imaš namenski gumb za Netflix in Live TV, plus gumb za Google asistenta. 3S ima tudi vgrajen Google Chromecast 4K in malce novejši Bluetooth standard. Ostalo je identično. 4K, 60p, HDR10, podpora Wi-Fi, enkrat USB port in enkrat HDMI izhod. Največja razlika je na softverski strani. 3S je dobil uradni Android TV 9.0, navadni Mi Box 3 je pa še vedno na 8.0. Imel sem možnost na hitro preizkusiti 9.0 in nisem opazil neke razlike. Verjetno, če bi se bolj poglobil, bi jih našel, ampak za normalno uporabo sta enaka. Baje je update pripravil tudi za Mi Box 3, ampak v času snemanja tega videa ga še ni bilo. V glavnem, ko to čudo preklopite na TV, opravite setup in se prijavite v svoj Google račun, lahko začnete uživati z novim pametnim televizorjem. Gledanje YouTubea postane užitek, saj nisi omejen na 6-inčni telefon ali tablico. Filmi in serije na Netflixu, HBO Go zaživijo v drugačni luči. T2 in Telemach imata svoje aplikacije za Android TV in tako lahko uporabiš Mi Box namesto njihove škatle. Vse multimedijske aplikacije delujejo odlično, 4K HDR na Netflixu zgleda super, Plex za streamanje svoje zbirke filmov tudi. Seveda ima tudi Google asistenta, tako da lahko marsikatero stvar glasovno upravljate. V angleščini seveda. Mi Box ima tudi svoje pomanjkljivosti, kot so recimo, da ima samo Wi-Fi za dostop do interneta, ki pa sicer deluje super. Ima samo en USB port, kar predstavlja problem, če želiš preklopiti še kaj drugega razen zunanji disk. Nima optičnega izhoda za zvok, tako da moraš biti kar malce selektiven, kaj boš nam preklopil. Igranje iger je tudi mogoče. Tu se pa sicer pozna, da ima zadeva dokaj star procesor. Sicer 2D arkade in enostavne igre delujejo brez problemov, zatakne se pa pri novejših 3D igrah, kot so Asphalt ali kak PUBG. Če kupuješ Android TV Box zato, da boš lahko tudi kakšno novejšo špilo odigral, potem ti ne preostane drugega kot Nvidia Shield. Pa obvezno nabaviti kakšen kontroler, ker z daljincem lahko igraš samo Crossy Road ali pa Pac-Mana. Treba je biti pa selektiven pri izboru, saj 8 GB internega prostora ni dovolj za več kot 2 novejši igri. Tako da nam na koncu preostane samo še vprašanje, kaj kupiti, Mi Box 3 ali Mi Box 3S. Kar se mene tiče, tistega, ki dobiste ceneje. Cene se gibljajo od 40 do 70 evrov, odvisno kje gledate. Priporočam nakup pri nas ali pa če že naločite z AliExpressa, naj bo skladišče v Evropi. Drugače vas lahko na koncu stane več, če vam ga pošlje iz Kitajske, se veš, carina pa te zadeve. Seveda Mi Box ni edini na tržišču, so alternative, ampak načeloma so dražje. Če želiš zapraviti kak evro več, vam priporočam Nvidia Shield, kateri velja za najboljši Android TV Box na tržišču. Je sicer skoraj še enkrat dražji. V glavnem, Xiaomi Mi Box 3 je super zadeva in jo toplo priporočam za multimedijo. Tako, upam, da vam je bil video všeč, se vidimo naslednjič, ne se pozabite naročiti na kanal, udarite po zvoncu, da vas obvesti, ko objavim nov video in stisnite en like, če so vam taki videi kul. In ne vam bojo kul, ker to je že drugič, ko snemam ta video. Zakaj? Poglej to.
Mislim, da moram zamenjati brivca. Okay.